Danes v Pomurskem dnevniku pridržali 8 ljudi. V Domžale po pozitiven rezultat. Enakost spolov v Evropski uniji. Razglasitev Gazele. Vreme jutri bo pretežno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Končana je več mesecev trajajoča kriminalistična preiskava, v kateri so policisti spremljali hudodelske družbe vpete v organizirano preprodajo prepovedanih drog. Vseh osumljencev je 21, priprli so jih 8. Pred dnevi smo poročali, da so policisti in kriminalisti policijske uprave Murska Sobota v sodelovanju s policijskimi upravami Maribor, Celje in Ljubljana upravljali hišne preiskave. Kriminalisti sektorja kriminalistične policije policijske uprave Murska Sobota smo več mesecev tekom letošnjega leta na podlagi utemeljenih razlogov za sum zbirali obvestila in materialne dokaze zoper osumljene, kateri so v tem časovnem obdobju iz koristoljubja v organizirani kriminalni združbi storili večje število kaznivih dejanj, neupravičene proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 1. in 3. odstavku 186. člena Kazenskega zakonika, s tem, da so vršili organizirano preprodajo prepovedane droge. Osumljenci so bili organizirani v 3 manjše hudodelske združbe, 2 od teh sta bili povezani. V navedenem obdobju smo kriminalisti osumljeni uspeli dokazati storitev 74 kaznivih dejanj in izvesti 15 zasegov prepovedane droge. Skupna vrednost droge bi na trgu znašala približno 60 tisočakov. V času preiskovanja, vključno s hišnimi preiskavami, je bilo zaseženo 759 gramov prepovedane droge heroin, 35 gramov prepovedane droge kokain, 5200 gramov prepovedane droge konoplja, 220 gramov konopljine paste oziroma smole. Kriminalisti smo tako osumljeni uspeli dokazati v predkazenskem postopku na podlagi zasegov droge in na podlagi drugih zbranih materialnih dokazov preprodajo več kot 100 gramov kokaina in več kot kilogram heroina. Vrednost omenjene količine prepovedane droge v ulični prodaji znaša cirka 60 tisoč evrov. Osumljenih oseb je 21, prostost pa je bila odvzeta 8. Zoper njih je preiskovalni sodnik odredil pripor. Na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Murski Soboti smo dne 21.10.2019 opravili 10 hišnih preiskav na območju policijske uprave Murska Sobota, Maribor, Celje in Ljubljana. Pri 2 osumljenih smo kriminalisti opravili tudi osebne preiskave. 8 osumljenim, starih od 21 do 55 let, je bila odvzeta prostost zaradi utemeljenih razlogov za sum, da so kot člani organizirane kriminalne združbe storili večje število kaznivih dejanj, neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 1. in 3. odstavku 186. člena Kazenskega zakonika. Vsa osmerica je bila v preteklosti zaradi enakih dejanj že obravnavana. Dodajmo še, da so drogo prodajali v urbanih središčih v bližini avtobusnih in železniških postaj ter tudi v bližini šol. Nogometaši Mure bodo jutri odigrali prvo srečanje četrtfinala Pokala Slovenije. Nasprotniki stoji na poti do polfinala so Domžalčani. Mura je prejšnji konec tedna remizirala s Triglavom in nadaljuje pozitiven niz rezultatov. Zelo pomembno je, da smo pokazali karakter. Kljub 2-kratnemu zaostanku smo se vrnili v igro oziroma prišli do točke. Seveda smo si pri tekmu želeli 3, ampak enostavno se je razpletlo tako, da smo se borili za točko. Po drugi strani je pa pokazatelj naš karakter, kako in kaj treba nastopiti, da smo bili mirni, da smo se držali svojih principov in potem prišli do točke. Vsak pozitiven niz je dobrodošel. Na srečo mi ga ohranjamo že kar nekaj časa, naj se to nadaljuje. Vsaka tekma je pomembna in
verjamem, da bomo nekoliko samozavestnejši šli v tekmo z Domžalami. Črno-beli so se z Domžalami letos pomerili dvakrat. Prvo srečanje v gosteh se je končalo z remijem 0:0. Mura je bila doma boljša s 3:0. Prvenstveno tekmovanje ali pa pokalno tekmovanje sta dve popolnoma različni tekmovanji, se prosto razloga, ker v prvenstvu imaš toliko tekem, v pokalu imamo sedaj dve tekmi, drugače si lahko hitro izven tekmovanja. Specifika je ta, da je ogromno presenečen, specifika je ta, da je zelo nepredvidljiv, po drugi strani smo pa odigrali že z Domžalami in vemo, da so Domžale ekipa, katera želi igrati, katera zna igrati, katera ima individualno kvaliteto in morali bomo biti zelo tekmovalni v obeh tekmah, če želimo napredovati. Prejšnji teden so Anteju Šimundži zagodle poškodbe in bolezni njegovih igralcev. Stanje pred tokratno tekmo je precej boljše. Definitivno se je izboljšalo, dobili so tudi nekaj minut. Tako kot sem že dejal, se je ekipa izoblikovala šele v četrtek oziroma v petek, tako da smo bili tukaj malo v minusu, kar se tiče same priprave, po drugi strani so pa drugi dobili priložnost, uvideli smo pogled kako in kaj, poskušali kakšne drugačne stvari kot prej. Stanje teh fantov, ki so pa do sedaj imeli te težave oziroma te manjše poškodbe, pa je zelo pozitivno in smo trenutno, upam, da ne bo kakšne presenečenja do četrtka v kompletni postavi. Domžale bodo evropsko vstopnico bržkone iskale v pokalu. Težko govorimo o njih, definitivno imajo svoje probleme, imajo svoje pluse, tako kot mi imamo svoje pluse, imamo svoje minuse, razmišljamo o sebi, pripravljamo se na njih, kako in kaj bo delovali, ne moremo, lahko predvidimo, lahko pa je tudi kakšno presenečenje. V vsakem primeru sta dve tekmi, prvo gostujemo in moramo biti na zelo visokem nivoju, če želimo prenesti pozitivni rezultat iz Domžal. Prva tekma bo na sporedu jutri ob 17. uri, naslednjo sredo pa bo Fazenerija dala potnika v polfinale. Indeks enakosti spolov je orodje za merjenje napredka na področju enakosti spolov v Evropski uniji. Več o zadnji raziskavi nam je povedala Matejka Smodiš. Poglejmo. Indeks enakosti spolov je orodje za merjenje napredka na področju enakosti spolov v Evropski uniji. Pred dnevi je bil objavljen indeks enakosti spolov za leto 2019, ki kaže, da se bo potrebno na ravni Evropske unije še krepko potruditi za dosego zastavljenih ciljev. V studiu se mi je pridružila Mateja Smodiš iz informacijske točke Europe Direct Pomurje, ki bo podrobneje predstavila rezultate raziskave. Pa za začetek mora biti informacija, na katerih kazalnikih je zasnovan indeks enakosti spolov. Indeks enakosti spolov je dejansko zasnovan na 6 področjih. Ta področja zajemajo delo, denar, zdravje, moč in čas. Upošteva pa se tudi področje nasilja nad ženskami in intersekcijske neenakosti. Kakšni so rezultati za Slovenijo? Slovenija je med državami Evropske unije na lestvici zasedla 11. mesto, ker je od 100 točk dosegla 68 točk in tako med letoma 2005 in 2017 dosegla boljše rezultate za kar 7,5 točke. Zanimiv podatek za Slovenijo je ta, da je od leta 2012 neenakost med spoloma odpravila hitreje od povprečja Evropske unije. In dejansko so rezultati zadnje analize pokazali, da je na vseh področjih razen zdravja in znanja dosegla boljše rezultate od povprečja Evropske unije. Na katerem področju se je naša država najbolje odrezala? Najbolje se je dejansko odrezala na področju zdravja, najslabše pa na področju znanja. Kakšni pa so rezultati na EU ravni in katere države so na vrhu in katere na repu lestvice? Lahko bi rekli, da je Evropska unija še daleč od zastavljenega cilja, saj je v povprečju dosegla 67 točk. Na samem vrhu lestvice med državami Evropske unije se nahaja država Švedska s ponosnimi 84 točkami, tej pa sledi Danska z 78. Na samem koncu oziroma repu, kot ste sami rekli, lestvice pa se nahajata Grčija in Madžarska, saj imata obe manj kot 52 točk. Bi za konec izpostavili še kakšno pomembno informacijo v zvezi z raziskavo? Mogoče še to, da je raziskava za celotno Evropsko unijo pokazala, da ima najnižjo vrednost točke ravno področje moči. Ta se nanaša na
na enakost pri odločanju, po drugi strani pa je ravno to področje, kjer se kaže napredek, zlasti zaradi večjega vključevanja žensk oziroma večje zastopanosti žensk v upravnih odborih družb. Letošnji indeks izpostavlja predvsem usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, ta pa se odraža v dostopnosti starševskega dopusta, ki še vedno ni vsem na voljo, in dostopnosti do cenovno ugodnih in kakovostnih storitev otroškega varstva. Podjetje Virs iz Lendave je prejelo nagrado Zlata gazela 2019. Družba Dnevnik je včeraj že tradicionalno razglasila najboljša in najhitreje rastoča slovenska podjetja. Glavno nagrado Zlato gazelo 2019 je prejelo lendavsko podjetje Virs, ki ga odlikuje koncentrirano znanje avtomatizacije in robotizacije na področju varjenja. Podjetje je svojo pot začelo pred 15 leti, do danes pa so z akumulacijo in vlaganjem v znanje ter tehnologijo postali specializirani na ozko tržno nišo avtomatizacije in robotizacije na področju varjenja in rezanja. V zadnjih 5 letih je podjetje povečalo prihodke za skoraj 4-krat, lani pa so dosegli 8,2 milijona evrov. Kipec je solastniku in prokuristu podjetja Alešu Puklavcu včeraj v Cankarjevem domu izročil predsednik vlade Marjan Šarec. Srebrna gazela je tokrat šla v roke podjetju Alpot iz Cerknice, bronasta pa Mi elektroniki iz Brezovice pri Ljubljani. Na Sobota Info poročajo o postavitvi sežigalnice v Razkrižju. Kaj o tem pravi župan Stanko Ivanušič, preberite na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah marsikje megleno. Čez dan bo prehodno zapihal jugozahodni veter, več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli po večini jasen dan s temperaturami okrog 21 stopinj Celzija. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričko namerili 19 stopinj, v Lendavi 16, v Murski Soboti 15 ter v Radencih 14 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, izjutraj bo po nižinah marsikje megleno. Čez dan bo prehodno zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru med 6 in 9 stopinj, dnevne pa okoli 25 stopinj Celzija. V petek in soboto se bo nadaljevalo precej jasno vreme. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megla in nizka oblačnost. Še bo zelo toplo za ta čas. Temperature v naših krajih se bodo gibale okoli 5 stopinj, dnevne pa okoli 23 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite v naši družbi in nasvidenje do prihodnjič.